Dragi moji, živijo nazaj na mojem kanalu, danes imamo True Crime in s tem True Crime sem vam probala ustreči čim več, ker poleg vsega, koliko je amazing, je tudi, aleluja, rešen. Ampak po 23 letih. Primer govori o ženski z imenom Sherry Rasmussen. Rodila se je leta 1957 v Walla Walla mestu Washingtonu. V zelo kompaktno, prijetno povezano družino, imela je še mlajšo in starejšo sestro. Njen oče je bil zobozdravnik, njena mama pa je bila v tej isti ordinaciji kot menedžerka, tako da jim res ni šlo slabo, torej so bili na nek način bogati. Sherry opisujejo kot ful pridno brihtno učenko, tako zelo pridno dejansko, da je osnovno šolo, oziroma pri njih je drugače, ampak osnovno šolo končala leto prej. Zanimivo pri njej je, da se je res rada učila in starši nikdar niso silili, le pejte se učiti, morate to ratati sama, in želela, bila je res željna znanja. In tudi potem v srednji šoli in na univerzi jo prijatelji vključujejo kot res pridno učenko. V bistvu tako, da če ni dosti delala, se je sama pri sebi ful sekirala, lahko bi več, lahko bi boljš. V Kaliforniji je že pri rosnih 16 letih začela izobraževati na univerzi za medicinsko sestro. Od nekdaj je vedela, da to želi, ker sta bili medicinski sestri tudi njuni dve teti in po njiju se je vedno zgledovala. Tako je leta 1979 bila res tako pridna, da istočasno se je izobraževala na univerzi, istočasno je delala tudi intenzivno prakso, torej se je že uvajala in v bistvu delala, istočasno služila in si plačevala študij, faks, whatever. Njen oče, ker sem že omenila, je bil dokaj premožen in takrat tudi kupil kondo, dokaj prestižno stanovanje, ful dobro zagrajeno, res ograja je bila okrog in okrog, res solidna stvar. Tam je živela sama s svojim mačkom, kasneje pa potem se je preselila k njej Jane, njena ful dobra prijateljica, in je bila istočasno potem tudi cimra. Kot sem rekla, to je bil zelo varovan kompleks in če si hotel sploh blizu tem hiškam, kondojem, si mogel imeti neko kartico, to bo potem pomembna informacija. Pa ona še zmer to cool in fair in hotela je biti na vsak način samostojna, tako da je očetu vsak mesec plačevala toliko denarja, čeprav je on kupil ta kondo, kakor bi on mogel mortgage dajati, se pravi mesečne najemnine. V Glendale Adventist Medical Center je bila ona zaposlena kot direktorica nujne pomoči, torej bizarno dobro je šlo in to že pri njenih 27 letih. In ravno ko je bila povišana na ta položaj, do takrat se sploh ni zanimala za ljubezen, ker je bila vedno samo kariera, ampak par mesecev potem je spoznala Johna, njenega potočka moža. John je bil visok in lep, inteligenten in uspešen, bil je neke vrste računalničar, kot bi bil danes programer, samo da še ni bilo tako napredno, ker na vse zadnje to so bila 70-80 leta. Nisem še nič opisovala, ona je bila visoka, lepa, ena manekenka, bila je visoka 6.1 inčev, toliko leto centimetrov, ok. Ona dosta se ful pravično spoznala od njene prijateljice Žurki, on je jo videl čez sobo in je rekel, jaz jo hočem spoznati, in sta se začela pogovarjati in plesati in tako se je to razvil. Malo zatem ga je povabila k sebi domov na beef stroganoff, ni še zmeraj nekaj, to je tako, da bo tle slika. In vse hitro je zelo gladko lepo potekalo, zaročila sta se, za ročno darilo ji ni dal prsten, na to je bila posebnost pri njima, ki sta bila očitno bolj praktična, in je rekel, tem pa kupil novega BMW-ja, tako da je kupil BMW-ja, poročila sta se potem 1885. leta. Po vsej logiki sledilo to, da sta se skupaj preselila v ta isti kondo, kjer je ona že bila, tako da v bistvu je samo John prišel noter, istočasno je pa Jane, ta bivša cimra, odšla ven. Malo zatem sta praznovala še na Jamajki honeymoon, torej medene tedne, vrnila sta se in praznovala božič z njenimi starši. Še da omenim, njeni starši niso bili največji fani Johna, ampak so njej želeli najboljše, tako da to ni bila neka bistvena ovira. Kmalu zatem pa je John menjal službo. To predvsem pomeni zaradi tega, ker je važen samo ta delovnik, ki je bil drugačen, in sicer od 8 zjutraj do 5 popoldne, kar pomeni, da je ona ostajala za njim. Pri nas je to vse drugače, pri nas je od 8 pozen v bistvu. 24. februar 1986 je datum when everything goes down, ko se zgodi tragedija. In če ste kaj računali, to res tik za njuno poroko, torej ko sta bila 3 mesece poročena. To jutro se je on zbudil ob 7, običajno, ker ob 8 je začenil šiht, ona se je zbudila z njim, ampak se je izjemoma to jutro počutila slabo, to pri njej ni bilo tipično, ampak je takrat rekla, verjetno bom ostala doma, po vsej verjetnosti bom poklicala v službo in rekla, da me ne bo. John je šel normalno v službo, spotoma je samo šel še v pralnico pobrati oblačila ali v sušilnico, in potem je kasneje klical ob 10. uri, da bi preveril, kaj se dogaja, in ni bila dosegljiva, torej ni je bilo očitno doma, tudi tajnica je bila izključena v 80-ih, če te ni bilo doma, si tajnico priključil ročno, tako je to delovalo.
Zato je klical tudi na šiht, kao, Sherry tam, je pač prišla potem in je njena tajnica rekla, da ne, da je ni, ampak tudi če bi bila, je ne bi videla, ker ponavadi v ponedeljkih uči učence neko vrsto medicine, predvidevam. Klicala je tudi njena sestra, torej sestra od Sherry, in je zvedela v službi, da jo tam definitivno ni, ker je bilo še majčkeno bolj sumljivo. John se je ta dan še majčkeno kasneje vrnil domov, ker ni sumil, da je kaj konkretno narobe, lahko bi samo spala, whatever. Prišel je domov in prva nenavadna stvar, ki jo je videl, je to, da so bila garažna vrata na stežaj odprta, noter pa ni bilo avtomobila od Sherry, torej tega BMW-ja. Ni še nagnal nobene panike, lahko bi pač preprosto nekam šla, je bilo pa malo nenavadno, ker je vedno sporočila, če bo kam šla. Zunaj sta šetala dva njuna soseda, ki sta konstantno šetala gor pa dol in sta tudi povedala, da zjutraj ob 8 vrata še niso bila odprta, torej da se je to enkrat vmes zgodilo. Večja panika je nastala, ko je on prišel bližje tej garaži in direkt gor nad garažo od tega kondoja so bila velika steklena atrijska vrata in ta atrijska vrata so bila razbita in sesuta dol po dovozu, tako da je bilo že očitno nekaj ni štimalo. Potem, takoj ko je stopil v hišo, je našel njeno mrtvo truplo. Takrat si še ni priznal, da je mrtva, zato je iskal puls na vsak način, čeprav je bila baje popolnoma trda, tako zelo trdo telo je že imela, da so bile roke in noge dvignjene od tal v tej trdi obliki, hladni že. Bila pa tudi očitno, ne lih izmeličena, ampak hudo pretepena, baje se na nek način na očeh to vidi, črnice, praske, svašta, ugriz, čeprav to še ni bilo takoj vse vidno. Valjda takoj pokličejo in pride in policija in reševalci, takoj se detektivi lotijo reševanja primera, zelo jasno je, da gre za umor, ker odkrijo takoj, da je bila 3-krat ustreljena. En strel je šel direktno čez njo, 2 strela sta jo pa potem tudi konkretno zadela, ostalo ne, in jo ubila in sta bila tudi vzrok za smrt. Videli se je tudi na njenih zapestjih, da je bila zvezana, ko se je vse to dogajalo in potem tudi kasneje so najdeli vrv dejansko v tej hiši, cela hiša je bila razbita, cela hiša je bila krvava, vse je bilo na glavo. 2 njena nohta sta ležala nek pri vhodu, se pravi, iz tega je bilo za razbrati, da se je res borila za svoje življenje na vsak način. Kar se tiče same pištole, so takoj lahko določili, katera je bila. Je bilo pa zanimivo, da je bila zraven tudi tkanina, taka, da naj bi zadušila zvok samega streljiva, kar se meni zdi, pa noben je omenil, da logično je to počel nekdo, ki približno ve, kako se temu streže, pa kako se dela s pištolo. Grozljivo je še, da je bil tudi blizu vhodnih vrat alarm, ki sta ga nedolgo nazaj inštalirala in gor je bila krvava roka od Sherry, oziroma odtis roke, ki ga je še poskušala vklopiti, ampak očitno ji res na koncu ni več uspel. V lounge sobi oziroma neke vrste dnevni sobi sta imela spikerje, kar je bilo očitno za bolj bogate ali pa za Johna, ki se je recimo ukvarjal tudi s temi stvarmi in to ni bilo tipično. In te stvari niso bile ukradene, so bile pa iztrgane nekako iz stene in tako naprej in je izgledalo, kot da gre dejansko za vlom. Je bilo pa zelo nenavadno, da ni bilo vidno, da bi bil nasilen vdor, torej vrata niso bila polomljena, ključavnica ni bila polomljena, nič. Bilo je tako, kot da bi noter prišel nekdo s ključem. Detektiv, ki je delal na tem primeru, zelo splošno zdaj znano, da ni naredil dobrega dela, ker zelo tisti čas sta v okolici 2 Latino Gaja tudi točno to počela, kradla sta tehnologijo, kar so jo ljudje imeli, ampak do zdaj še ni prišlo do smrti in nasilja, ker ljudi ni bilo doma. V tem primeru pa so to preprosto zaključili, v smislu, to gre samo za slab primer kraje, pač preprosto niso pričakovali, da bo Sherry doma, panika je bila in sta pač preprosto jo na koncu ustrelila in ušla, pa nič nista ukradla, razen avtomobila, ki ga ni bilo v garaži. Avtomobil pa so najdeli 10 dni kasneje nedotaknjen, neukraden, nič ni noter manjkalo, noter je bil še ključ, vse je bilo okej. Kar je bizarno, pa še bolj bizarno je, da so policisti to spregledali, ker da ni pomembno, je to, da edina stvar, ki je poleg avtomobila, ki so ga najdeli manjkala, je bil poročni certifikat. Kdo ukrade poročni certifikat? Skratka, long story short, primer so zaprli, v smislu kriva, da sta Latino tatova, ni jo iščemo, tega ne raziskujemo več, pika. No, ker so detektivi še naredili to, da izgledali, da so nekaj delali to, da so pogledali v Johna, ga majčkeno preverjali, če je mogoče on kaj kriv. Vse, kar so odkrili, je to, da naj bi bil ljubeč mož, ker je ravno za tiste 3 mesece še 3 vrtance kupil in tako naprej, v glavnem vse med njima naj bi bilo super. Kmalu zatem so valjda tudi ta isti dan klicali starše od Sherry, bila sta itak heartbroken, ampak prva stvar, ki so jo zahtevala in sta rekla, kaj morajo narediti, je bilo: preverite Johnovo bivšo. Nista pa uporabljala njenega imena, ker noben ni točno vedel njenega imena, vsaj ne po Sherryjeni strani.
In o njej ne vem, kaj ne vam prej povem, razen tega, da je čisti psihopat, čist crazy, boste vse slišali. In žal istočasno je tudi policistka, torej LAPD policistka. Ta policistka je bila Stephanie in Stephanie je bila rojena 1960. leta. Z Johnom sta se spoznala na faksu, bila sta pa na nek način tudi cimra. Njuna zgodba je zelo zapletena, zanimivo mi je, da so že takrat imeli tak iste odnose kot danes, ki so neidentificirani, pač situationship. Ona je očitno ves čas mislila, da sta par, on pa po drugi strani ne, in ona je bila ves čas jasno zaljubljena vanga, to so vedeli vsi njeni prijatelji, opazili vsi njegovi prijatelji, pisala je to v dnevnik, ves čas si žrla, bila je nora nega, medtem ko on je imel pa casually tako, malo sta kdaj mutila, nista še seksala do takrat, sta pa še zmer občasno hodila na izlete skup, dokler se ni Stephanie že dejansko povezala z njegovo družino in se pokonektala z njegovo mami, tako da počasi je prodirala v njegovo življenje. On pa, kakor boste naprej sklepali, pa znal biti predvsej tak naiven tip ali pa celo gaden tip in ni nikdar spucal tega z njo, pač preprosto prišlo kasneje že tega, da sta redno seksala, bila sta neke vrste friends with benefits, s tem, da ona tega nikdar ni razumela, kaj sta. Zelo klasična zgodba 21. stoletja, ampak očitno tudi že 80-ih. Tudi potem, ko sta že diplomirala, sta se še vedno občasno dobivala, ona je selila, on je pomagal pri tem, pa pleskal stanovanje pa tako naprej. Ona je njemu recimo pripravila žurko za 25. rojstni dan, tako da je bil zelo tesen odnos, definitivno. Ko je Stephanie izvedela, da je John zaročen, jo je to strl. Bila je depresivna, izgubila je koncentracijo, to vse je pisalo v njenem dnevniku in takrat je naredila to, da je poklicala Johna. Kaj je naredil John? Prišel je k njej. Kaj se je zgodilo pol? Ona je bila itak še v šoku, ni vedela, kako se prijeti, kako move ona od tega in je rekla, ok, daj saj še spi z mano zadnjič. In kaj je on naredil? Rekel je, ok, če bom na ta način rešil najno zvezo z Sherry in da bo vse boljš, pa pač, ok, spiva skupni panike. In sta torej, ko je bil on že zaročen, je iz neke čudne logike se odločil spati s to bivšo Stephanie. Mesec ali dva zatem, ko sta še vedno zaročena, se zgodi nekaj čist neprimerenega, sicer Stephanie uleti v službo k Sherry. Bila je oblečena ekstra provokativno, ba je ful prekratke stvari za tisti čas, ful je sekala ven, očitno je hotela doseči neke res slabe občutke pri Sherry in je uletela prek tajnice v njeno pisarno. In zelo kmalu je tudi prišla ven in ko je Stephanie šla ven, je tajnica najdla Sherry čisto objokano in zelo vidno prizadeto. Sherry takrat zgodaj odšla iz službe in šla domov. Isti dan je klicala svoje starše, da jim je povedala vse, kar se je zgodilo. Rekla je, Johnova bivša je uletela k meni na šiht in povedala mi je, da če ga ona ne more imeti, ga nihče ne bo imel. Šele ko je ta isti dan John prišel domov in je Sherry se odločila govoriti tudi z njemu, je mu povedala, da ve tudi to, da sta skupaj spala mesec ali dva nazaj. John je takrat vse priznal. Hvala Bogu, vsaj nekaj. Očitno je na nek način razložil, kjer se je Sherry odločila mu odpustiti in vse normalno sta bila potem skupaj in vse to. Nažalost, to ni bil zadnji pripetljaj in zadnji incident, ko se je Stephanie pojavila v njunem lifeu. Scary je tudi, ker na tej točki se še vedno dopisujeta o Johna, mami in Stephanie, no pa tej John bi lahko na tej točki že marsikaj ukrepal, ker vse skupaj je bilo scary, lahko bi jo že prijavila, če mene vprašaš. Sicer je res, da najprej pisala Johnova mami njej, neke slike je celo poslala, ker spravim v času bili prijatelji. Stephanie pa pisala, koliko vas pogrešam, koliko vas imam rada, sem toliko, da veste, jaz sem se že noro zaljubljena v Johna, na ful enih red flagov pa hudih alarmov, ampak ok, noben je nič ukrepal. Ampak to je bil šele začetek. Naslednjič, ko se je Stephanie pojavila pri njima, ne kjerkoli, v njunemu domu, v kondoju, ko sem prej omenjala, da je toliko varovan, da rabiš kartico, da sploh prideš bliz, se je ona pojavila s svojimi smučami. Hej, John, mi z voskom namažeš smuče. Se spomnite, ko smo to včasih ful delali? Mogoče zdaj še, jaz ne smučam več. Ja, in kaj je bilo? Sherry je bila itak čisto v šoku, ker je mogla že takrat videti na pol nago v svoji pisarni in vedeti, da sta ona dva spala skup. Je bila ona ej John, lahko rečeš, da gre tam, kaj da fuck. Ampak John ne, John ni imel jajc reči, ne gre tam. Je rekel, ok, bom ti namazal smučke in je vzel te smučke in ona se niti sploh ni kmalu spokala dam, dokler je Sherry dejansko ni napodila dam.
In logično to še ni bilo vse, ker je mogla priti enega dneva tudi nazaj po smučke in je prišla nazaj po smučke in spet so mogli priti v kontakt. Ta zgodba je cela confusing. Še en incident, ki je šel pa čist predaleč, je pa to, ko spet John je šel mečkam prej v službo kot vedno, Sherry je bila še doma, pride v dnevno, koga vidi, Stephanie v policijski upravi. In sam rekla, jaz sem prišla Johna pogledat in je Sherry popizla in jo je napodla ven, logično, saj en je imel jajca pred tej bajti. Nista jo pa prijavila, zaradi tega, ker sta toliko vedela v policiji, predvsem v LAPD, da je velika verjetnost, da bojo ščitili svoje in da ne boste dosegla nič. Očitno se nista dosti bala, jaz osebno bi se. Če bi se nekdo pojavil v moji dnevni. Tukaj je bil še en incident, ki ni konkretno potrjen, se je pa zgodil in sicer Sherry je bila enkrat mečkam paranoična, da sta bila z Johnom na večerji, na dejtu in je videla nekje, ker je potem klicala starše in rekla, jaz presežem, da sem danes videla nekoga, ki je bil oblečen v moškega. Po logiki to pomeni, da je videla žensko oblečeno v moškega, torej zelo velika verjetnost, da jih je Stephanie tudi na tem koraku zasledovala oblečeno v moškega. Ok, zakaj je bil ta primer slabo zasnovan in obravnavan? Zaradi tega, ker so policisti izgubili 3 mesece Kronota. Krono je policijski detektivski zapis, kjer okrog enega primera napišejo po kronološkem zaporedju, torej po vrstnem redu, točno vse, kar se je zgodilo, katero dan, praktično katero uro, kolikor imajo pač informacij. Bili so 3 mesece tega materiala. Vse okrog, kjer se je vrtelo okrog Stephanie. In kadarkoli, kdorkoli izpostavil, pa njeni starši včeraj, pa vsi, preverite to žensko, ker niso vedeli niti njenega imena, so policisti to gladko ignorirali. Tako se je še vedno vse zataknilo pri teh latino tatovih in noben ni razmišljal naprej od tega. V naslednjih letih je največja tragedija to, da se je John spet ful zbližal s Stephanie. Žensko, ki je ne vem kolikokrat v obživce spravila njegovo bivšo, ki je zdaj umorjena. On je spet spal z njo, spet je na zlete hodil z njo, spet sta bila kolega. In na eni točki je John dejansko klical policijo in od njih zahteval, da preverijo DNK od Stephanie pa iz krajev zločina, ker so imeli še neko slino od ugriza, da naj preveri, da ziher ve, da ni bila ona krivka. Koliko se moraš dejansko slabo počutiti, pa koliko dejansko ne moreš biti ziher, da nekaj delaš prav, če kličeš policijo in preverjaš tako stvar. Bad. Ok, Stephanie v parih letih se poroči, ni bila torej z Johnom in tudi posvoji z možem hčerko. Plus tega je ratala noro uspešna v službi. Ratala je ne vem kjer nivo policaja, nekako uspešna detektivka, na eni točki je bila za notranje zadeve v smislu korupcije, kakšna ironija, če kdorkoli kaj narobe dela, je bila ona tam. Pa kasneje se je s tatvino umetnin ukvarjala, ki imajo različne departmente, tako da bila je resno ugledna in 2-krat je dobila nagrado za policistko leta, tako da skoraj nedotakljiva. In tudi tekom let se je dogajalo to, da je DNK tehnologija ful napredovala, torej lahko so boljš obravnavali stvari tudi za nazaj, tiste, ki so bile že zaprti primeri in pač hladni primeri. In takrat je od Sherry familija, oče in mama sta klicala, dajte zdaj preveri, da vemo, od koga je to, pa kdo je kriv, in so rekli, ne zanima nas. In je pa rekel oče včeraj, ki se pravi, je imel cash, je rekel, ok, cool, pa nekaj vam plačam. In so rekli, ne bomo, we don't give a shit, pač niso hoteli niti odpreti za plačilo tega primera več. Leta 2004 je Jennifer Francis, ženska detektivka, dobila ta primer spet nazaj v roke in takrat je policija dobila $50 milijonov samo zato, da bi stare primere DNK-je lahko odpirali in preverjali, ker so imeli spet novo tehnologijo. In takrat je ona začela razmišljati, kaj pa ta ženska, ki je omenjena not, in takrat so jo vsi popolnoma zabili, v smislu ni važno, pozab na to, ne bomo pregledovali, noben se ni ukvarjal s tem in takrat ona ni dosegla ničesar. To je bilo leta 2004. So pa leta 2004 tudi iskali tisto hudičevo slino iz kraja umora, ki je bila del ugriza. In iskali so jo 6 ur in veš, da če neki, ki imajo verjetno čist popredalčkan, iščejo 6 ur, je nekdo res konkretno hotel skrit in so najdeli po 6 urah v hladilniku čist zadej zabasan v nedogled, ampak nihče še vedno ni želel preveriti tega. Leta 2005 je nazaj prišel rezultat samo to glede sline, da gre za ženske DNK in vse, kar so takrat naredili, so rekli, ok, pač je bila ženska tatica, ženska, ki je pač jo oropala in ubila. Leta 2009 šele je ta isti že hladen primer spet prišel v roke od nekoga, mislim, kakor
slabo rešuje ta primer, je res wow, da je še vedno sploh prihajal na plano. In ga je dobil en detektiv, ki je rekel, meni je pa to čuden, meni pa ni samoumevno, da je bila ženska tatica, meni je ful sumljivo, da pač je to ženska naslina in sploh ne obravnavamo. In so takrat določili 5 žensk v ožji izbor, od Sherry mama, od Sherry sestra, od Sherry bivša cimra Jane, ki sem jo omenjala, in pa potem še ena medicinska sestra, s katero se res nista štekali, in pa Stephanie. Zelo hitro so izločili 3 izmed teh, ostale sta samo Stephanie in medicinska sestra. Medicinsko sestro so izločili zaradi tega, ker so dobili njeno slino in se ni ujemala. Ostala je samo Stephanie, so rekli, čas je, da jo preverimo. Zdaj pa tako, Stephanie je na res visokem položaju in ta primer zdaj so obravnavali v istem nadstropju na policijski postaji, kot je Stephanie delala. In recimo, da oni res niso mogli vedeti, ali kriva ali ni, nikakor, ker niso preverili, koliko moraš biti to pazljiv, da tega ne delaš pred očmi kogarkoli, ki ne bi smel tega videti, ali pa nekdo, ki se preveč boril za njo, ali pa ona, da bi videla, da to raziskujejo. Takrat so ji dali neko šifro, in sicer številka 5, in tako so jo obravnavali brez imena, in noben, ki se ni konkretno ukvarjal s tem primerom, ni smel vedeti nič o tem. Še 2 ful zanimive stvari, ki so jih odkrili takrat, je to, da v 80 letih, takrat, ko je ta umor se zgodil, so imeli policisti identične pištole, kot ta dejansko ubila Sherry. Te pištole ni prijavila na svojo lastno policijsko postajo, da ne bilo slučajno sumljivo, ampak na eno drugo, nekje drugje, ker je pa čist kar nekje. Ker takrat niso mogli dobiti njene sline, ful so se mučali za njega, valjda, in so končno videli njo in njeno hčerko, ki sta šli v Costco jest, Costco, ta njihov center. In takrat so zaradi njene sode, ki jo je pila, torej babli pijače, dobili končno njeno slino, ki ti so vrgla v smeti. In so dali laboratorij in prišlo je nazaj kot točen zadetek, čisti meč. To je pa najboljši del tega videa, Justice was made, res. Je kriva, to je dokončen dokaz, da jo lahko aretirajo, ampak kako? Na tej točki so dali ta primer 2 detektivama, ki sta bila tako zelo nova tukaj, da ji nista poznala. To ne pomeni, da sta nuba, to pomeni samo, da sta mogoče od drugje prišla in nista imela osebnih odnosov z njo in sta bila čisto nepristranska. In tako dobro so to speljali, res filmsko. Rekli so, dajmo to speljati kot nek intervju in jo povabiti dol, ker ona je bila takrat navajena intervjuja, pa tega, da je zelo pomembna. In so jo poklicali dol v kleti. Dol v kleteh so imeli zapore in te interogacijske sobe, kjer zaslišujejo, pa delajo intervjuje z osumljenci, pa z morilci in tako naprej. To je bilo ekstremno smart, ker tam dol moraš tudi oddati svojo pištolo zaradi varnosti. Torej, če bi njej na eni točki rekli, zdaj si pa aretirana, da se ona ne bi mogla opirati, karkoli bluziti, je bilo varno v tem primeru. In z njo so speljali ta fake intervju, rekli so ji, dol je en zapornik, rabimo tvojo pomoč, da ti to spelje z njemu in nam pomagaš. In valjda je bila ona za. Tudi obnašanje ima tak prijeten dejansko, tako da je ful sumljivo in to obstaja na YouTubeu cel video. Meni je fascinanten, nikakor nam dala celega, ker je predolg, ampak majčkeno si lahko pogledamo. It involves John, and in there, some of the statements we reviewed, there's notes and stuff that he knew you and stuff. Oh yeah, I mean, we were good friends. Lived in the dorms I lived in the dorms for 2 years. You guys lived in the same dorm? Yeah. Okay. Yeah, Dijkstra. Okay. Were you guys just friends or anything else, or? Yeah, we were good friends. Yeah. Was there ever any relationship or anything that developed between you guys? Yeah, I mean, we dated. I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Okay. Okay. Did you know her? Not really. I mean, I knew that he got married years ago. Did you ever meet her? God, I don't know. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Probably like 6 or 8 of us that were all really close. Mm-hmm. And who were those people? Oh, geez. Diana Basta. People I still keep. I haven't been in contact with her in a long time. I mean, what's this all about? I mean, I'm sure he did. Did you know where he was living, or? Somewhere in the valley. Did you ever visit him and his wife? No.
No, never No. went out. You know, get together, dinners, anything of that No, nature. no. Like I said, his sister used to come over. His sister had come to my place. I knew her. Thing. But would this ever have followed up to her house when you went to talk to her to say, hey, you know what? I don't even know that I knew where they lived. That's what I'm saying. If I knew where they lived and I'd been there, if it was for something social, I would, and I can't see how many times I saw her face to face. You know, he lived on Roscoe. Did I ever see her there? I don't know. I mean, I may have seen her at his apartment on Roscoe. Mm-hmm. I may have met her there. You know, I mean... But you didn't have any issues with her, right? No, I mean, obviously, if he was dating me and dating her, I probably said, hey, pick or something, Fair. back That's then. fair. I just can't believe it. I mean, we understand that. I mean, if we were in your position, I mean, we would feel the same way. I just can't even believe it. I mean, it's just, I'm shocked. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, That's... okay. All right. Well, thanks for giving me the courtesy. I wish I recorded it. Thanks for your time. This is insane. Okay. Give me 1 sec. Okay. Stephanie, you know you have the right to remain silent. Do you understand? Yes, Anything you say may be used against you in court. Do you understand? yes, You have the right to the presence of an attorney before and during any questioning. Do you understand? yes. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you free of charge before any questioning if you want. Do you understand? Yes. Zdaj ste videli, koliko je to amazing postopek bil, koliko so bili res previdni, kako so ji lepo rekli, nočemo prahu dviga, to je le primer, ki je s tabo osebno povezan, se ni nič tazga, samo daj nam pač informacije. Na začetku izgovorijo Johnov prink na robe, da čim bolj nedolžno vse izpade, pa pač, kada je res naš hud ga nočijo. Proti koncu pa je ona ratala defenzivna, ki je dojela, da je potencial, da jo dobijo, in ko so zahtevali njen DNK, da pač, če je vse v redu, njega da, ne, in ni hotla in na koncu zahteva odvetnika. In ves čas so ji govorili, ne skrb Stefani, to je intervju, na katerikoli točki lahko ostaneš, greš in si frej. Ampak ona ni vedela, da vzunaj sta ves čas čakala 2 policista, ki bi jo isti moment takrat prijela in zaprla, če bi ona kar odkorakala. In tudi je kar odkorakala, ker na koncu ni želela več odgovarjati, ker je mislila, da ima te pravice, da ima pravico do odvetnika, do molka. In je pač šla in so jo zunaj aretirali. Story short, na sodišču je ona nekaj časa še ful pričala proti, bla bla bla. Zvedel se je, da tisti ugriz, kjer je slino pustila, je nastal medtem, ko je Sherry ali že skoraj umrla, torej res na koncu umiranja, ali pa potem, ko je bila že mrtva, ker je čist bizarno in ostudno. Hvala Bogu je ona potem dobila teh 27 let zapora, plus 2 zaradi ne vem česa že. Zakaj ni bilo nasilnega vdora? Ker je ona takrat imela doma 2 knjige in se je v detajle izučila, kako odkleniti ključavnico, in zato se je tudi pojavila kar v hiši, zato se je takrat že v dnevni sobi kar pojavila, ker je čist freaking scary. Pedijo steklo, takrat je bilo na dovozu razbito zaradi tega, ker je tista prva kugla ustrelila Sherry in šla čez njo in potem razbila steklo. Je pa na koncu dobila tudi 1000 dni manj sedenja v zaporu, ker je se toliko vzorno vedla. Tako da neka pravica je bila storjena, ženska je scary, creepy in to na vrhu policije, mislim, svašta. V glavnem, ta primer je meni amazing zanimiv, bom pa zdaj hit zaključila, ker je bil dolg, upam, da ste uživali, polajkajte, če ste. Se vidimo naslednjič, Alien Mama out. Aj, čau. Ma.